Veliko let sem delala v osrednjih medijih za ABC, CBS in potem se je zgodil 7. oktober. Nemčija iz 30 let prejšnjega stoletja je potrkala na moja vrata. Bili so določeni ljudje, ki so objavljali stvari, da so bili Judje golazen in ščurki. Propaganda je postala tako huda, začelo je prodirati tudi na desnico. Smo na konferenci KUFI, Kristjani združeni za Izrael, ta teden in imam veliko srečo, ker bom lahko opravila intervju z najbolj fascinantnimi in zanimivimi ljudmi, kar sem jih kdaj srečala. Ena izmed njih, ki z veseljem pravim prijateljica, Stella Escobedo, je novinarka, nagrajena z Emmyjem in ustanoviteljica Stella News. Stella, dobrodošla. Jaz imam še večjo srečo, da sem tukaj s tabo. Ne, res imam srečo, da te lahko imenujem prijateljica. Vsakič, ko te vidim, je to na kakšnem čudovitem dogodku, ampak noben dogodek ni boljši kot KUFI. Hvala ti. Veš, Sara, imam občutek, da čeprav se ne poznava dolgo, smo po 7. oktobru postali skupnost. Ja, Veš, postale smo skupnost aktivistk, ki se borijo za resnico. ja. In mislim, da je tvoja pot resnično fascinantna, ker si v bistvu begunka iz nekdanje Sovjetske zveze oziroma iz Sovjetske zveze v tistem času, ki si uresničila ameriške sanje, postala novinarka in nato začela opažati vse tiste stvari, pred katerimi je tvoja družina morala pobegniti, tudi v svojem poklicu. Prosim, popelji nas skozi to pot. In ne samo v mojem poklicu, v naši državi, v tvoji državi, v Združenih državah Amerike. Veš, sem sovjetska begunka, rojena v Uzbekistanu. In povedali so mi, veš, da je Amerika dežela priložnosti, kar tudi je. Ampak ko sem prišla sem kot Judinja, so mi tudi rekli, da antisemitizem, sovraštvo do Judov v Ameriki ne obstaja. Vedela si, da si Judinja. Vedela sem, da sem Judinja, ki živi v nekdanji Sovjetski zvezi. Vedela si, da si Judinja. Vedela sem, da sem Judinja. Bila sem ponosna na svojo judovsko identiteto. Nikoli nismo praznovali šabata, nikoli nismo praznovali praznikov. Moj oče je rekel, da so v njegovem otroštvu praznovali pašo, tako da so prejeli maces v prevlekah za blazine. Bilo je kaznivo, bilo je kriminalizirano, prav. Torej, vedeli smo, da smo Judje. Vendar nismo poznali pomena tega. Ti si Judinja. In to je bilo to. Sionizma sploh ni bilo. Bilo je tako, ali si Judinja ali pa nisi Judinja. To je bilo vse. Potem pa pridemo v Združene države Amerike in tukaj odraščam in ne čutim antisemitizma. Nič od tega. Prav nič od tega nisem čutila. In potem se zgodi 7. oktober in sem v medijih. Veš, Jaz sem, kaj pa ti počneš? pozdravljena, bila sem. Tako sem veliko let preživela v osrednjih medijih. Delala sem za ABC, CBS, lokalne novice. Katero področje si pokrivala? Pokrivala si lokalne novice. Torej, pokrivala sem lokalne novice, potem pa sem postala voditeljica. Voditeljica novic, kot na primer jutranja oddaja, večerne novice. Ja, to sem počela. Nisem zares ničesar čutila, nič od tega. In potem se spet zgodi 7. oktober. Sem voditeljica na eni organizaciji, na enem novičarskem mediju in vse je bilo v redu. In bili so mi v veliko opora. In potem je antisemitizem potrkal na moja vrata. Bi želela to razložiti? Da. Podpirajo me. Z drugimi besedami, vsi gledajo in opazujejo, kako se pokol odvija. Ne moreš zanikati. Ne moreš zanikati. In ljudje ti pravijo, o moj bog, Stella, to je grozno. No, veliko stvari se je dogajalo, ker smo, takoj ko se je to zgodilo, videli proteste na naših univerzitetnih kampusih. Točno tako. In nismo mogli razumeti. In bilo je tako organizirano. Videla si šotore, iste šotore. Videla si iste zastave in videla si iste napise. Ni bilo spontano. In si o tem poročala? In sem o tem poročala in sem intervjuvala ljudi. Poskušala sem razvozlati, kaj se dogaja. Propaganda se je širila s svetlobno hitrostjo. Ni bilo spontano. Bilo je tako, moj bog, sploh nismo vedeli, koliko ljudi je bilo ugrabljenih, veste, z glasbenega festivala Nova ali iz njihovih domov. Nismo vedeli, koliko ljudi je mrtvih. Kar vam pokaže vnaprejšnje načrtovanje. Torej, Poskušali smo to razvozlati v ameriških medijih. Kaj se dogaja? Kaj vidimo na naših univerzitetnih kampusih? To ni spontano. In potem ljudje, ki so to spremljali že vrsto let, pravijo, to je plačano. To je, veste, vpliv kitajske komunistične partije, vpliv Katarja. To so študije Bližnjega vzhoda, ki so jih uvedli na teh univerzah in naši mladi generaciji so oprali možgane. O, moj bog. Potem smo videli, kako so bili judovski študentje na univerzitetnih kampusih nadlegovani.
In o vsem tem sem poročala. In samo da vas vrnem nazaj, nič od tega vam pred 7. oktobrom ni bilo očitno. Nikoli niste čutili ničesar takega. Ne. Kakršnekoli pristranskosti do Izraela. No, delali ste za lokalne medije, Predvidevam. ampak prej nikoli niste občutili nobene pristranskosti. Pristranskost ste čutili pri različnih stvarih. Naprimer, ko je predsednik Trump začel kandidirati za predsednika, je leta 2015, še preden je postal predsednik, ves čas govoril o lažnih novicah. Prav. In bila sem v osrednjih medijih takrat. Tako sem videla pristranskost do predsednika v tistem času. Videla sem, kot da ne more narediti ničesar prav. Si mu verjela glede lažnih novic? Veš, glede tega so se mi odprle oči. Spraševala sem se, zakaj nenehno govori o tem. Zakaj? In živim v teh novicah, veš? Zakaj govori o tem? In videla sem to, takrat sem delala v Tucsonu, v Arizoni, in imel je tam shod, prišel je in bilo je polno njegovih podpornikov. In potem so mediji, v katerih sem delala, obrnili celoten dogodek proti njemu. Bili so Trumpovi podporniki, ki so začeli pretep s temi ljudmi. In iz tega, veš, policist Brandon Tatum, da, bil je policist v Tucsonu v Arizoni. Takrat sva bila prijatelja. Zanimivo. In bil je tam, bil je na prizorišču. Takrat je začel, veš, objavljati na internetu. Jaz pa sem rekla, ne, jaz sem pokrivala dogodek. Bila sem tam. Torej si videla pristranskost medijev proti Trumpu. Trump 100% ne Izrael. Ni mogel ničesar narediti. Ni mogel. Tudi ko je šlo za Abrahamove sporazume. Niti tega mu niso mogli priznati. Niti tega mu niso mogli dati. Niso mogli. Niti tega niso mogli. Niso mogli prenesti tega. Prav tako. In bili so tako proti Trumpu. In veš, Tako da si tam videla pristranskost. ja. In potem po 7. oktobru so ljudje šokirani. Poskušaš razumeti, kaj se dogaja na teh kampusih. Kdaj ti, Stela, ugotoviš, da je nekaj narobe v medijih? Veš, jaz sem vedno imela mikrofon in sledilce. In sem se sama obrnila na družbena omrežja, ker vem, da so družbena omrežja trenutno najmočnejši mediji. Prav. In začela sem govoriti, glejte, jaz sem Stela, sem novinarka, to počnem že mnogo let. Ti protesti, če si novinarka in to gledaš, zakaj ne postavljaš vprašanj tem protestnikom? Kaj pomeni od reke do morja? Katera reka? Katero morje? O čem govorimo? In oni so upili genocid, upili so apartheid, upili so. Govorili so, da je to zapor na prostem, vse te stvari. Zato sem začela zasipavati svoja družbena omrežja z objavami. Tako so moji videi začeli postajati viralni. Ja. In potem sem videla, kaj se dogaja v osrednjih medijih. Kako Associated Press, ki je zlati standard za novice in je vir, kaj ne? Njihove novice pridejo v vse lokalne redakcije. Je agencija. Tako dobimo svoje novice. In takoj so začeli z Ministrstvom za zdravje, Gaze, vem, da govorim že prepričanim, naši ljudje to vejo, ja, Gaza. In potem sem bila tako, Ministrstvo za zdravje Gaze vodi Hamas. Torej so vsi ti mediji poročali o teh stvarih, teroristične številke. In rekla sem, ne moramo reči, da bi moralo biti Ministrstvo za zdravje Gaze, ki ga vodi Hamas. Številke, ki jih ne moremo preveriti, kar mimogrede nihče ne more. Poglejte me. Zanimivo. Ja, So ves čas govorili to o iranskem pokolu. seveda. Ko je Islamska republika ubila 42.000 ali morda 50.000 ljudi, so ves čas govorili, da teh številk ne morejo preveriti. Za Gazo tega nikoli niso rekli. Za Gazo tega nikoli niso rekli. Veš kaj, zelo dobro si to izpostavila. Za božjo voljo tega nikoli niso rekli. Zdaj bi morali. In bilo je še več stvari, ki jih je naredila Associated Press. Nenadoma so rekli, da Hamasa ne bomo več imenovali teroristi. Poklicali jih bomo. Imenovali jih bomo militanti, borci. Kakšni borci vdrejo in posiljujejo ljudi ter počnejo vse te stvari, grozne stvari. Tako so poskušali prepisati, kaj se je v resnici dogajalo. In zato sem se borila proti temu. Bila sem v redakciji. Torej, bila si v svoji redakciji in opravljala svoje vsakodnevno delo. Ja. In potem si vse to počela še na družbenih omrežjih. Ja. Kdaj je prišlo do konflikta? Po nekaj letih se je začela antisemitistična propaganda tako slabšati, da je začela prodirati tudi na desnico. Ja. In začelo je razdvajati, ker si bil v Konzervativnem. novičarski mediji. Torej, z drugimi besedami. Da, Nekaj časa ni bilo v nasprotju. Ja? Nihče ni bil jezen, da si na družbenih omrežjih počela to, kar si pač počela. Prav. ne, Ker si delala v konzervativnih medijskih prostorih. prav. In ti so bili tradicionalno proizraelski. In potem se kar naenkrat desnica začne deliti. In kdaj se je to začelo? Veš, rekla bi, da je bilo to morda pred kakšnim letom in pol. Začelo se je tako, da smo se spraševali, kaj sploh gledamo tukaj, kaj se dogaja. Na postaji so zaposlovali ljudi.
In veš, Nemčija iz 30 let prejšnjega stoletja je potrkala na moja vrata. In to na tak način. Veš, bili so določeni ljudje, ki so objavljali stvari, v katerih so Jude označevali za škodljivce in ščurke. Torej, zdaj sploh ne gre niti za Izrael, niti za Gazo. Postali so Judi. Torej, veš, vedno je šlo za Jude. Seveda je bilo tako, to vemo. Ampak zdaj v tem ni več sramu. Ne, zdaj je tako, ja, imaš prav, ampak bistvo je, ko demoniziraš skupino ljudi, ne glede na to, kdo so, seveda, in jih prikazuješ kot ščurke in škodljivce, potem je v redu ubiti ščurka. Nemčija v 30 letih prejšnjega stoletja, torej dehumanizacija. V 30 letih prejšnjega stoletja je Nemčija potrkala na moja vrata. Ljudmi, s katerimi sodelujem, to prijavim vodstvu, ne jemljejo tega tako resno, kot bi si želela, ker se je to začelo širiti v redakcijo. In sprejela sem odločitev kot pametna novinarka, kot oseba z moralno integriteto, nisem se vrnila na tisto delovno mesto. Torej, naj razjasnim, Stela. Delaš z ljudmi v konzervativni novinarski hiši. In ti ljudje ne govorijo Izrael, Palestina, od reke do morja. Pravijo, da so Judi, mrčes in ščurki. Ne vsi. Bilo je specifično, ampak nekaj ljudi. Bila je določena oseba. In so rekli, veš, in ta oseba je bila na koncu odpuščena. Ampak tako je bilo. Ampak ko si šla to prijaviti. Ne verjamem, da so me jemali zelo resno. Čeprav so osebo odpustili, sem imela občutek, da ni bilo prave moralne jasnosti. In imela sem občutek, kot da so 30 leta v Nemčiji spet pred mojimi vrati. In to počnem že predolgo, da bi bila v, veste, uredništvu, za katerega zdaj menim, da je toksično. Prav. Tako razširjeno je bilo. Mislim, dejte to osebo postaviti ob bok škodljivcem in ščurkom. Drugi so, namigovali? Drugi so bili samo, veste... Grdi, sovražni. Ne, bilo je mešano. Bila je dobra mešanica, ampak je vedno skrita za svobodo govora. Smo redakcija, ki zagovarja svobodo govora. Da. Ko sem vprašala, za kakšen namen, da bi moje otroke lahko nadlegovali. Ne, ampak zame je bilo večje od tega. Gre za to, s kakšnim ciljem. Tako da je zdaj ta mreža znana po tem, da ima osebo, ki v to verjame. Da bodo moji otroci plačali ceno. Ja, ker so ščurki in so škodljivci. Da. Zame kot nekoga, ki je dovolj dolgo v teh medijih, kot novinarko z integriteto in moralno jasnostjo in ki ima dovolj pameti, da to razume. Res ne potrebujem tega medija, da bi lahko še naprej počela to, kar moram. Ker si že imela veliko sledilcev. Imam veliko sledilcev, ne govorim nujno o milijonih sledilcev, ampak dosegam milijone. Prišla boš tja, veš, dosegam to in bolj kot karkoli drugega imam moralno jasnost. Vem, da o čemer poročam ni samo resnica, ker bojo ljudje rekli, čigava resnica. To je resničnost. Ja. Poročam o resničnosti. Kaj se pravzaprav dogaja? In če so zaradi tega prizadeta tvoja čustva, je to tvoj problem. Problem. Stela, stvari se slabšajo. Veš, vedno pravim, da se morajo stvari poslabšati, preden se izboljšajo. In preprosto ne vem, kje je dno. Ne vem, a smo ga že dosegli, ali nas še čaka pot do tja, ker se mi vse skupaj zdi smešno, Oskar. Povedala ti bom, moja najboljša prijateljica Sigi Flicker, njen oče, Mordehaj Paldiel, izjemen človek. Dolga leta je delal za Yad Vashem z pravičnimi med narodi in rada se pogovarjam z njim, pa ga vprašam, Mordehaj, kaj se tukaj dogaja? On pa reče, on vedno pravi, antisemitizem je kot rak, vedno je prisoten. Samo, veste, pokaže svoj zlobni obraz. In trenutno živimo v času, ko so za vse, prav vse, krivi Judi. Vaše stranišče je pokvarjeno, krivi so Judi. Tu je obtoževanje. Judi niso dobili službe. Niste dobili vi, to so Judi. Tako enostavno je, veste, najti grešnega kozla, kaj ne? In se tako izognete lastni odgovornosti za svoje življenje. Ja, in da odgovorim na vaše vprašanje, ali se izboljšuje, veste. Za razliko od demokratske stranke v Ameriki, ki jo prevzemajo demokratični socialisti Amerike, ki v resnici niso socialisti, oni so islamomarksisti, ja, propadajo, ker njihovo stranko požira od znotraj. Konservativno gibanje vrača udarec. Bori se tudi samo proti sebi, to je res, a se zelo trudi.
Veš, sijajni Victor Davis Hanson, ki ga obožujem, res ga imam rada ga gledam. In veš, on je rekel, Izrael in Judje so sovraženi, ker je bil Izrael dolga leta del establishmenta, kaj ne? Recimo, veš, vsi podpirajo Izrael. Demokrati, republikanci, veš. In mislim, da so po covidu ljudje izgubili zaupanje v vse, kar je del establishmenta. Zato je zdaj tudi Izrael del establishmenta. Postal je glavni. Zdaj, torej, sovražimo Izrael, ampak kar mi je bilo všeč, kar je rekel, je to, da Izraela ne sovražijo zato, ker je izgubil, ampak zato, ker je zmagal. Ja. In ker, veste kaj, na Izrael so vedno gledali kot na državo, to majhno, drobno državo, ki se skuša braniti in ima vse te sovražnike, zdaj pa je velesila. Tako da ni več v vlogi žrtve. Ni več v vlogi žrtve. In ljudje tukaj poveličujejo vlogo žrtve. Da, to je postala identiteta, ne? Mislim, da, ja. In nihče ne ustreza vlogi žrtve bolje kot Palestinci. Zatiralec proti zatiranemu. Ja, to je to. In to vidiš v medijih ali vidiš, da imajo mediji v bistvu samo svoj načrt in izbirajo dejstva, ki ustrezajo temu načrtu. Težava z mediji je, da jih ne moreš kar vse skupaj vreči v isti koš in reči, da imajo mediji ta načrt. Vse se začne na naših univerzah, ja, torej začne se na naših univerzah, kjer so ti mladi študentje. Ko sem hodila na USC, Univerzo Južne Kalifornije, tega nisem videla. In mimogrede, ko so se vse te protesti dogajali, USC tega res ni dovoljeval na svojem kampusu, kar je bilo super. Ampak vidiš, imaš vse te ljudi, ki grejo na primer na študij novinarstva ali celo izobraževanje. In na koncu postanejo aktivisti. Niso dejansko strokovnjaki na tem področju, so aktivisti in prihajajo v te redakcije z določenim namenom. In veš, ker največja islamska organizacija tukaj v Ameriki ima načrt, njihov izvršni direktor Nihat Awad, stal je tam na odru, ne verjemite meni na besedo, to je, veste, to je na posnetku, in rekel je, moramo biti v hodnikih kongresa, moramo biti v medijskih prostorih, zaradi islamofobije mimogrede. Ja, prav, ali niso ravno to naredili? Ali niso bili pravkar sankcionirani, kriminalizirani? No, v določenih zveznih državah Amerike jih obravnavajo kot teroristično organizacijo, vendar pa niso teroristična organizacija v Združenih državah Amerike. In obstajajo zakonodajalci, ki to aktivno podpirajo. Povezujejo se. Veš, nekatere njihove finance niso najboljše. Veš, domnevno se dogaja veliko stvari, veš, ampak veliko stvari se dogaja v ozadju. In veš, ker je bila res majhna organizacija, ki je bila neobtožena sozarotnica v največjem primeru financiranja terorizma Hamasa v zgodovini ZDA. In pod Obamo. Njegov pravosodni minister Eric Holder je to ustavil in potem je Kerr postal to, kar je danes. Wow, yeah. In veliko teh voditeljev Kerra, izvršnih direktorjev, je bilo na univerzitetnih kampusih med temi protesti. To so isti ljudje, ja, in ničesar ne skrivajo, kar povedo. Veš? In mimogrede, bolj kot si radikalen, bolje je za DSA. Ja? Mislim, Palestina je zmagala na predizbori demokratov v New Yorku. Palestina je bila na glasovnici. Bolj kot si bil radikalen, bolj kot si bil proti Izraelu, zmagal si. To se dogaja. In misliš, da bo ta DSA na koncu uničila demokratsko stranko, ali misliš, da bo demokratska stranka na neki točki zbrala pogum in jih izgnala? Veš, to je dobro vprašanje. Morali bi zbrati pogum in jih vreči ven. Ampak mislim, da DSA dejansko privablja mlade volivce. No, ne samo mlade volivce, vlečejo demokrate bolj na levo, ja. Tako imaš Kamalo Harris, ki je v bistvu poklicala Mandami, ker želi ponovno kandidirati, veš, in prav je tako, to je najboljši način, da pomagajo republikancem zmagati. Ampak oni vlečejo demokrate vedno bolj na levo, to se dogaja. In če se ne bojo uprli, bodo izgubili svojo stranko. Komunistom, islamom, marksistom, ki bodo islamisti, jih bodo požrli žive. In ko pomisliš, kako si odraščala v represivnem režimu, kaj veš ti, česar oni ne vedo? To? Komunizem? Nič ni zastonj. Ja, mislim, moji starši pripovedujejo zgodbe. Bila sem mlada, ko sem odšla, ampak sem bila rojena v komunizmu. Ja, in moja mama pravi, veš, ona to gleda in se smeji, reče, a res verjamejo, da to deluje? Ona pravi, vsi so imeli isto plačo, veš, moja babica je imela 10 otrok, moja mamina mama, vsi so imeli isto plačo. In sem rekla, mama, ampak kako ste vi kupovali stvari, če niste imeli dovolj denarja? Blagovna menjava. Ta oseba, ki je delala v hotelu, je kradla odeje, kradla blazine, potem si to kupil od nje. To se na koncu zgodi. Torej v tem ni zmagovalca. Ljudje kradejo, da bi prodali.
Stojiš v vrsti za kruh, pa niti ne veš, če ga boš sploh dobil, ker jim ga zmanjkuje. Mislim, In ti otroci so preprosto privilegirani. nimajo pojma. Resnično razumejo, Ker živijo v demokraciji, resnično ne razumejo. Ne razumejo, kaj se zgodi, ko so svoboščine odvzete. Ker živijo v demokraciji. Razlog, zakaj jim je dovoljeno protestirati in početi, kar jim je dovoljeno, je prav zaradi demokracije. In tako so jim oprali možgane. Žalostno je videti. Ampak Stela, pranje možganov prihaja iz zunanjih zlonamernih vplivov. In moramo zdaj slediti denarju. To se trenutno dogaja. Imamo predloge zakonov, ki so že sprejeti v predstavniškem domu, čakajo v senatu, Trace Act, Deterrent Act. Eden od njih je v bistvu sledenje financiranju, ki prihaja z univerz, od tujih nasprotnikov. Naj bo to Kitajska komunistična partija ali Katar. Drugi pa se nanaša na osnovne in srednje šole. No, še vedno čaka v senatu. No, imamo dovolj glasov. Zakaj bi katerikoli zakonodajalec ne želel zaščititi nas pred tem? Tega ne razumem. Mislim, zakaj bi dovolili interesom? Mislim, ja, Ampak tudi politiki so podkupljeni. povem vam. Ja, povem ljudem, da ni več treba gledati na Združeno kraljestvo. Poglejte New York. Poglejte, kaj se dogaja v New Yorku. Ljudje razumejo, da je to civilizacijski boj, ali pa tudi ne, resnično. Mislim, da se tega vedno več Američanov vse bolj zaveda. Neverjetno je imeti organizacijo, kot je KUFI, ja, kjer imate krščansko-judovsko zavezništvo, Hvala Bogu. ki razumejo judejsko-krščanske vrednote in razumejo, da islamo-marksizem ni del Amerike. To ne gre skupaj, ne deluje. Ja. In vse, kar želijo, je uničiti Ameriko. Ker veš, kaj vedno pravim? Združenih držav Amerike ne moreš uničiti z bombami. Ne. Ne moreš. Izrael je enako, ampak ti, torej, moraš nas vzeti za vzorec. Točno tako. Torej, nas razjedajo od znotraj. Delimo svojo demokratsko stranko. Poglejte, kaj se dogaja. Delimo republikansko stranko. In veste, tukaj se trudimo po svojih najboljših močeh, da se upremo. In veste, glasovi, kot je moj v medijih, počasi, malo po malo, poskušamo ljudi prebuditi. Ker veste, kar opažam je, da kadar nekomu nekaj vsiljuješ, mu to ni všeč. Res moraš poskušati ljudem odpreti oči. In to je nekako tisto, kar počnem. Ja. No, mislim, da opravljate odlično delo. Hvala, Stella. In iskreno vem, da je bilo težko. Bilo je kar velik izziv, kar ti je uspelo narediti in zgraditi nekaj povsem sama. Hvala. In da še naprej govoriš resnico. To je ameriške sanje. To so ameriške sanje. Torej, lahko prideš v to državo samo s sanjami in postaneš karkoli želiš. Lahko postanem karkoli, razen predsednice Združenih držav Amerike. Lahko bi postala predsednica države Izrael, sam pravim. Torej, Stella Escobedo, hvala za neverjetno delo, ki ga upravljate s svojim glasom. Upam, da vsi pomagajo, da se Stelin glas sliši, saj poroča o novicah. Hvala za to, kar so ljudje pozabili narediti. Ona to počne. Zato hvala, Stella, za vse neverjetno delo, ki ga upravljaš. Poskrbeli bomo, da se bo tvoj glas slišal. Hvala. Hvala, prijateljica, hvala.